Gospod Tauer, vaša kandidatura na listi SDS je bila kar eno veliko presenečenje. No, jaz pravim, da je 4. december zgodovinski dan za mesto Maribor, za Štajersko, ja, in posledično tudi za državo Slovenijo. Veste, zdaj je čas, da vse moči v tem mestu združimo, da stopimo skupaj. V Slovenski demokratski stranki so seveda te naše napore, ki smo jih toliko let na nek način vlagali, prepoznali in vesel sem, da seveda imamo zdaj takšen program, ki seveda Mariboru realno prinaša neko možnost, da seveda se takoj preseka sedanje stanje, da se takoj ugotovi, kje sta projekta EPK in Univerzijada, da se takoj pristopi k še tistemu zadnjemu, bi rekel, realnemu delu, to pa je rešitvi teh dveh projektov. V vaši predstavitvi ste omenili, da je Lista za pravični razvoj in pa SDS, da imata skupen program, podoben program. Ali to pomeni, da je LPR dosegla višek v Mariboru in pa da je to konec te zgodbe? Ne, to vsekakor ni konec te zgodbe. Prvič zaradi tega, ker Lista za pravičnost in razvoj bo še ostala naprej na nekem lokalnem nivoju. Mi bomo še naprej seveda tudi v mestni politiki zagovarjali tiste projekte, ki so dobri in seveda predlagali boljše rešitve, kot jih je pač predlagal, bi rekel, sedanji župan. Na zadnjih volitvah ste kandidirali v Ljubljani. Kako to, da se vračate nazaj v Maribor? Jaz sem praktično eden od tistih kandidatov v SDS, ki je kandidiral že po vsej državi, od Primorske, Kranjske in pa Štajerske. Prvič leta 1992 na Štajerskem v svojem pravem volilnem okraju, kjer sem doma, to je severni del Ptuja oziroma Slovenske Gorice. Zdaj šestič na državnozborskih volitvah kandidiram, tokrat v Mariboru, predvsem zaradi tega, ker smo se strateško odločili recimo na stranki, da bomo poskušali v urbanih središčih narediti neki taki politični preboj. Stranke zdaj nekako kar kalkulirajo in svoje močne kandidate premeščajo po drugih volilnih okrajih, ali je to mogoče krivo gospod Janković? Ne, niti ne, ampak zagotovo sta ti dve zasebni listi, Janković in Virant, dokaj močni v urbanih središčih in tudi zato je bil tak premislek z naše strani narejen, da smo poskušali pač soočiti se kar se da dobro volilno ekipo z tema dvema listama in tudi seveda z ostalimi. Omenili ste strah pred razpršitvijo glasov. Ali to pomeni, da bi mogoče boljše ustrezalo, če bi imeli dejansko delitev na levi in desni blok? Veste kaj, stabilne demokracije, najstarejše demokracije imajo tako. Vsej bloki latentno obstajajo, pa če mi želimo to ali ne. Tako da ni mogoče reči, kot pravi Virant, pustimo levico, pustimo desnico, ukvarjamo se z nečim drugim. Ampak če bi imeli večinski volilni sistem, ki ga je ljudstvo že enkrat zvolilo, potrdilo na referendumu, potem bi se oblikovala dva razpoznavna bloka in vlade bi bile dokaj enovite, ali bi bila leva ali desna in bi se seveda izmenjavale na vladi. Bolje bi bilo, da bi imeli res enostavni večinski volilni sistem, pa nič hudega, ali leva ali desna vlada, ali leve ali desni pol. Pomembno je samo, da se ve, kdo vlada in kdo je odgovoren za izvršno oblast.